Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Evropska unija bo novo 5-letno programsko obdobje skupne kmetijske politike začela izvajati januarja prihodnje leto. Najpomembnejši cilji, ki naj bi jih udejanili v tem obdobju, so povečana proizvodnja hrane in samooskrbe, varovanje okolja, uravnotežen prostorski razvoj in trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Slovensko kmetijstvo bo v tem programskem obdobju prejelo okoli 10% manj denarja kot doslej. Bistvena novost nove skupne kmetijske politike je koncept aktivnega kmeta. Tako bodo neposredna plačila po novem odobrena tistim, ki izvajajo vsaj minimalno kmetijsko dejavnost. Vsi drugi lastniki kmetijskih zemljišč ne bodo več upravičeni do teh plačil, saj je v preteklosti prihajalo do zlorab. Evropski kmetijski denar so denimo prejemali tudi lastniki igrišč za golf. Drugače pa kmetijska politika ostaja v dveh stebrih, tako kot je bila doslej. Prva je namenjena tako doslej neposrednim plačilom, v glavnem plus zdaj po novem te zeleni komponenti. Drugi steber je pa namenjen razvoju podeželja, tako kot do zdaj, s tem, da pač ni več 4 osi oziroma 4 podstebri na nek način, ampak 6 prednostnih nalog. Še naprej bo Unija spodbujala mlade kmete. Za Slovenijo pa je pomembna novost shema malega kmeta. Zanjo se bodo lahko kmetje odločili prostovoljno. Prinaša poenostavitve v postopku pridobivanja subvencij in enkrat letno fiksno plačilo od 500 do 1250 evrov. To plačilo za male kmete nadomešča vsa neposredna plačila iz drugih shem. Za ta način bi se lahko v naši državi, kjer je povprečna velikost kmetije le dobrih 6 hektarjev, odločila več kot polovica vseh kmetij. Pomembna novost je tudi ta, da si želi ta kmetijska politika doseči nek bolj uravnotežen razvoj vseh regij v Evropi. To pomeni, da so ti ukrepi tudi bolj ciljno usmerjeni. To pomeni, da dejansko bi res spodbujali tiste, ki pridelujejo, da bi res spodbujali tiste ukrepe ali pa da bi ukrepi dosegli tiste ljudi, ki si dejansko to zaslužijo. In pa tudi, da bi tudi prostorsko bilo bolj enakomerno izenačeno, potem tudi razvojno. Glavna kritika evropske kmetijske politike je znana. Večino denarja so prejemali največji lastniki kmetijskih zemljišč. Običajni kmetje, predvsem v regijah, ki so za kmetijsko obdelavo najzahtevnejše, pa so opuščali pridelavo. To posebej velja za našo državo, zlasti na gorskih območjih. Ta nova perspektiva bi mogla dati še več poudarka na tem, da bi dobili nove prevzemnike kmetij, mlajše, ambiciozne, tako da ne bi nam padala, da bi v tem gorskem svetu ne bi prišlo do zmanjšanja pridelovanja mleka ali pa drugih proizvodov. To je ena stvar. Druga stvar je pa še, da kmet ni samo pridelovalec teh proizvodov, ampak je tudi ohranja kulturno krajino. Tako prvič do zdaj skupna kmetijska politika predvideva plačilo kmetom za javno dobro. To pomeni storitve, ki jih izvajajo za celotno družbo, denimo ohranjanje krajine in biotske raznovrstnosti, blaženje podnebnih sprememb in zagotavljanje prehranske varnosti. Vse to predvideva nova zelena komponenta neposrednih plačil. Tukaj gre za to, da se spodbuja diverzifikacija pridelovalnih kultur, potem pridelovalci morajo zagotoviti na svojih posestvih neka nepridelovalna zemljišča, se pravi tista, ki niso direktno namenjena kmetijski proizvodnji, pa so del ekosistema, na primer. Kmetje pa od nove skupne kmetijske politike pričakujejo poenostavitev postopkov in boljšo komunikacijo z institucijami. Mi gledamo predvsem na to, da bi celotno proizvodnjo pocenili, stroške zmanjšali, ker dejansko na trgu glede hrane, glede vsega je, da bi lahko cenejšo hrano uživali, je vezano, da bi zmanjšali tudi stroške. Stroške pa povečuje pri nas inštitucije, ki so do zdaj samo na račun kmeta, pa na račun določenih zakonov dobivale sredstva, denar, dejansko pa na tem področju ni bilo, ali pa je bilo zelo malo, ali pa skoraj nič nareditega.
Sicer pa nova skupna kmetijska politika predvideva še ukinitev proizvodnih omejitev, kot so mlečne kvote, te se bodo iztekle prihodnje leto. Reformiran je sistem pravic za zasaditev vinske trte, leta 2017 pa se bo iztekel sistem kvot za sladkor. Čeprav ima sončnično olje po sestavi menda najugodnejše razmerje maščobnih kislin in je po rabi zelo razširjeno, se za gojenje te zanimive oljnice pri nas pridelovalci ne odločajo. Sončnica namreč znova krasi njive šele, odkar je predvsem v ravninskem predelu Slovenije v Kolobarju nadomestila sladkorno peso. V nadaljevanju se bomo odpravili tudi čez mejo na avstrijsko Koroško, kjer sončnice znajo tržiti. Le nekaj kilometrov čez državno mejo, v bližini Pliberka na avstrijskem Koroškem, se kar nekaj kmetij ukvarja s pridelavo sončnic in predelavo v sončnično olje. V vasi Dob na ekološki kmetiji Trampuš je glavna dejavnost prašičereja, dopolnilna dejavnost pa prodaja različnih vrst moke in olja. Mi že odkar vem, da sončnice sejemo, predvsem prej je bil v manjšem obsegu to bilo, in je tudi posprava še bila kako veliko bolj ročna in tako. In videli smo, da nekje sončnica je zanimiva poljščina, in zato pa zdaj trenutno posejemo 4 hektare za sončnico in tudi optimalno v Kolobaru, pri ekologični kmetiji je pač tako, da je sončnica zadnja v Kolobaru, in na to spet posejemo travo detelco, potem tudi ni tak problem za sončnico, tista, ko potem še zadaj pride. Sončnice v Kolobar sadijo vsako 7. leto, s tem se izognejo tudi morebitnim škodljivcem. Mi smo se predvsem zato v prodajo, olja šli, ker ceno za zrno je pač malo slabše, in tudi, če olje zdaj prodajamo, je pač dohodek tem boljše. In trg za olje zmeraj raste in to mi vidimo, ker mi zdaj vsak mesec pustimo stisniti naše sončnice in približno tam 140 litrov na mesec se proda. Zraven sončnic pa še tudi bučno olje prodajamo, in tam imamo tudi trenutno čez 4 hektare posejano in tam je tudi približno na 60 litrov na mesec se proda. Kako prodajate? Pretežno se doma prodaja in tudi smo v prodajnem centru v zadrugi v Pliberku in imam še enega neposrednega prodajalca, kateri na trge vozi. Ker pri nas pač večji kmetija, smo bolj, kako bi rekel, z delom za obeleženje, zato pustimo druge, da to prodajajo za nas. Prodajate tudi čez mejo v Sloveniji? Imam precej tudi kupcev iz Slovenije in so zelo navdušeni od naše kvalitete. Pri Trampuževih sejejo predvsem oljne sorte sončnic, tropine, ki veljajo za visoko kakovostno beljakovinsko krmo, pa porabijo za prehrano prašičev. Olje Trampuževi stiskajo v bližnjih Vogrčah, v vasi je več pridelovalcev različnih vrst kakovostnega olja. Tudi pri Encijevih oljarstvo dopolnjuje prašičerejo. Redijo 300 prašičev, vso krmo na 60 hektarjev veliki kmetiji pridelajo sami. Nekaj je gre tudi v prodajo. Encijevi sušijo in stiskajo olje tudi za druge kmete. Gospodar Maksimilijan Enci je kmetijo sicer že predal sinu, v oljarni pa še zmeraj dela predvsem sam. Zdaj, če kdo popelaš, on se najprej skita tu notri in mora suhe biti 7%. Potem grejo tu naprej, pelevate, zgor ki sam uši. Kapaciteta je pa, če soda je kos 80 litrov olja pa. 80 litrov olja, torej je tukaj prostor za 240 kg približno sončnic. Ja, da se zruši, traja eno uro. Še te 240 kg. Kaj pa do končnega postopka, do predelave v olje, koliko časa to traja? Ja, tam pa že letava. Tam je pa pravzaprav bomo en dan prej ušti. Če nisi prav, če si presuhe,
Immer pa na Fechtach, ne? Na Mutschtier mal, die Wurzeln sind nicht bestimmt mehr. So, zdaj pa gremo naprej s tiskalno, pa rozdolj se uši. Gospod Maksimilijan je po rodu Štajerc na Koroško se je preselil kot otrok. S seboj pa je družina prinesla tudi oljarsko znanje. V oljarni je sam izdelal tudi vse naprave. So, zdaj sem prišli gor, šti je naša kisa uši in to pa bom pa napustil, da delimo kaj. Tako je čudno glasno, da se ne zastopi kaj. To se puri in 4 kaj. In so to za proti uši. To samo deva, čisto samo. Je pa precej krupna naprava. Ja, tisto je pa. To je vse moje delo, nisem sam naredil. Luščine, ki jih prečistijo v vejniku, uporabijo za ogrevanje hiše. Sledi mletje in praženje semen. Zelo pomembna je primerna debelina zmlete mase sončničnih zrn. Zdaj je pa praktič, mora imeti kustur 40 gradov. To je zdaj doseglo in zdaj bomo pa undovili. In to mora zdaj poštek, mora biti pa ostro, če te pošlataš. In drugače vse tam, če preburno, vse preši, on pride. Če so delci zmletih semen predrobni, se zataknejo v stiskalnici in olje ne steče. Tam se pa sem pelo preši. In tu se zdaj pa fila. Zdaj zabiješ taki panovci, da se malo pogliha in potem potem se pa na plata delate, se malo pogliha. Spet vypnouci. Idem pa noter. Olje z koroških kmetij je seveda odlične kakovosti, za dobro prodajo pa je pomembna tudi primerna embalaža. Kakovostnega olja v Avstriji ne prodajajo v plastenkah, temveč samo v steklenicah. Pri Polesnikovih, prav tako v Vogrčah, je gospodar Jože nekoč živinorejsko kmetijo popolnoma preusmeril v pridelavo olja. Po poklicu učitelj, zaposlen na šoli, ves prosti čas porabi za kmetovanje. Na 12 hektarjih prideluje predvsem sončnice in buče, pa tudi riček, ajdo in lan. Prodajajo še orehovo olje. Letos so sončnice posadili na 3 hektarjih zemlje. Že lahko kaj rečete o letošnji letini, kakšna bo? Je še prehitro? Ne, ni prehitro, ravno dežuje in to je dober znak. Sončnica potrebuje zelo veliko litrov vode in ker je letos zdaj le dovolj dežja, bodo lepe. Olje prodajajo na domu, v zadružni prodajalni v Pliberku, širijo pa tudi svojo prodajno mrežo. Kupce sem našel tako, da sem šel po trgih, tam jih parkrat dosežeš, potem pridejo pa sami domov in pridejo sami po olje. Pritegne jih kakovost olja. Tako je.
Seveda mora biti pa kvaliteta, ker brez kvalitete bi pa danes ne šlo. Zelo veliko kupcev je tudi iz Slovenije, ker smo blizu meje. Pridejo sami sem po olje, je pa tudi tako, da jih pošljem s paketom, da olje pošljem s paketom v Švico, v Nemčijo pa še drugam. V velikem skladišču je še dovolj prostora za sušilnico in oljarno, vendar o tem še razmišljajo, saj gre za finančno precej zahtevno naložbo. Če hočeš imeti v redu sončnice, jih moraš tako spraviti, da ne pride noben insekt zraven. In ti silosi so tako zgrajeni, da pravzaprav ne more nobena žival not, tudi najmanjša ne, in potem so pa tudi sončnice v redu. Čeprav je v Vogrčah več pridelovalcev oljnic, med seboj ne tekmujejo. Vsak dopolnjuje drugega, eden ima to, drugi ima to, vsi skupaj imamo pa dobro olje. V Avstriji je s sončnicami posajenih 25.000 hektarjev njivskih površin, največ v spodnji Avstriji. Pridelava sončnic ima pri nas na avstrijskem Koroškem zelo dolgo tradicijo, ni pa nikoli bila tako masovno posejana, ker so pri nas ljudje uporabljali predvsem za pridobivanje olja in te količine so pač bile, koliko je pač kmet lahko potem tudi sam porabil, ko so bile kmetije še večje, ali pa potem, ko se je začelo tudi neposredno trženje in to je osnova pri nas za pridelavo sončnic. Koroška tudi ni glavna regija, kjer se prideluje v Avstriji sončnice, to je bolj nižja Avstrija in Gradiščanska, tam je tudi večina sončnic, ki se v Avstriji prideluje. Pri nas je pa imela, kot sem že omenil, pomen predvsem kot ena poljščina, ki se da predelati in se potem neposredno proda olje in kjer se ustvari tudi višja dodana vrednost. Na avstrijskem Koroškem je s sončnicami posajenih okoli 200 hektarjev površin, približno toliko kot v celotni Sloveniji. Trenutno lahko nekako po statističnih podatkih ugotovimo, da se na površinah, slovenskih površinah, seje tam nekje okrog ali sadi okrog 250 hektarov sončnic. To je izredno malo. Opažamo v zadnjih letih nekakšen rahel trend poraščanja njivskih površin zasejanih sončnicami, pa verjetno ni to toliko, da bi bilo zanimivo za tržišče, ker nažalost tega nimamo, kot bi mi želeli, ampak zaradi tega, ker smo izgubili določene poljščine, katere ne moremo vrstiti v kolobar. Vemo pa in vsi kmetje se zelo dobro zavedajo, da je pa ravno kolobar osnova vsakega kmetovanja. Če imamo dobre kolobarje, imamo potem tudi dobro rodovitnost tal, imamo dobre pridelke, dosti manj bolezni, dosti manj škodljivcev, dosti manj plevelov se pojavlja. Pridelava je uspešna, ampak pri vsaki pridelavi se soočamo z problemami. Med drugim so največji problem, ko pridelaš kvalitetno seme, kam ga dati na trg. Samostojno ne moremo nastopati na trgu, ker smo enostavno premajhni. Drugače pa zelo malo sončnic je v kolobarju, tako da kmetje enostavno se ne odločajo. Drugače pa sama pridelava vam verjetno ne povzroča kakšnih večjih preglavic? Ne povzroča, v bistvu nam ugodi, kajti moramo vedeti, da sončnice so ugodilke v kolobarju. To pomeni, da zelo pozitivno vplivajo na sam predposevek, kot so koruza, žita, pšenice in ječmen, te vrste poljščin. Soočamo se pa nekoliko z večjimi drugimi problemi, kajti imamo ozko paleto registriranih fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje proti plevelom in vsaj zadnje leto ugotavljamo, da se je razbohotila ambrozija, ki jo nekakor ne moremo zatirati, niti mehansko ne, tako da se moramo posluževati ročnega zatiranja. 2 leti ste uporabljali sončnico v kolobarju na vaši kmetiji, letos pa ste se odločili za drugo poljščino. Zakaj? Ja, letos sem bolje uporabil oljno ogršico, pa več oljnih buč. Sončnice so se mi malo lansko leto zamrle glede cene, drugo je pa bilo velik dejavnik ambrozija. Pri sončnici ni registriranega pripravka, ki bi zatiral ambrozijo, pa če že zatiraš ambrozijo mehansko, ona segli kasneje pride še sklije, se okopavanja, samo te pa potem več strojami ne breš v njo notri, ki bi jo zatrl.
Kaj pa prodaja? Rekli ste, da pač je potem to težko prodati za... Ja, ne je težko kupijo, ne, samo je pač te prisilil s ceno, ko to ceno moraš dati, ne. Z zagotavljanjem semena sončnice ni težav, rastline tudi ni težko gojiti, ker lahko pri setvi in ko jo žanjemo, uporabljamo enake stroje kot pri koruzi. Zanimivo je za njo tudi to, da ima zelo globoko razvit koreninski sistem. Po literaturi lahko korenine grejo globoko do 3 metrov, se pravi, da je zelo močna rastlina in lahko zelo dobro kljubuje tako suši, kot obilnemu dežju, kot recimo kakšnemu močnemu vetru, se pravi, da je ne more tako hitro izruvati in jo tudi poškodovati. Ima sicer bolezni, ima škodljivce, ampak zaenkrat ti ne delajo ne vem kako veliko škodo, ker je imamo premalo in poleg tega, ko damo sončnico v kolobar, je zelo pozitivka in se še seveda te bolezni in pa škodljivci niso toliko razmnožili. Pri sončnici je mogoče edino to, ne ravno problematično, namreč zahteva precej gnoja in sicer hlevskega gnoja, tam nekje 20 do 30 ton na hektar. Ni problem sam vnos gnoja, ampak problem ga je, kje ga dobiti, ker vemo, da vsaj v našem delu severovzhodne Slovenije nekako staleža goveje živine upada, vsaj do sedaj je upadal in če nimamo goveje živine, nimamo tudi hlevskega gnoja in to je tisti problem, ker rabi pa organsko gnojilo. Sončnice običajno sejemo spomladi, ko temperature zraka dosežejo več kot 15 stopinj Celzija. Lahko pa je tudi strniščni posevek in v takšnem primeru celo rastlino uporabimo kot svežo krmo ali jo siliramo. Danes se bomo ustavili tudi na kmetiji Trebušak v Tuhinjski dolini, kjer mlad prevzemnik s pridom uporablja sodobne tehnologije. Do podatkov o kmetiji dostopa že preko pametnega telefona in jih tudi vnaša tam, kjer jih potrebuje, kar v hlevu ali na pašniku. Kmetija Trebušak leži v zaselku Bela v Tuhinjski dolini na nadmorski višini 770 metrov. Posedujejo okoli 30 hektarov gozda in 6 hektarov obdelovalnih površin. Gre za strme razdrobljene lege, ki otežijo in podražijo obdelavo. Primerne pa so predvsem za živinorejo. Čez leto se večina živine pase na Menini planini. Nekaj imamo doma, predvsem pitance se doma pasejo. Ostalo pa se kosijo travniki, del pa je pašnika doma, ostalo je vse v planini. Tukaj okoli hiše vidimo so kar strme površine, to je verjetno precej oteži obdelavo. Še vseeno predstavlja veliko ročnega dela, strojno se cirka 81% da obdelati, ostalo je pa ročnega dela. Tudi spravilo sena predstavlja kar velik del ročnega dela, ostalo se pa da traktorsko s pomočjo zgrebljalnikov in nakladalke, da se vsaj pripelje do doma, ker tudi naše površine so dosti raztrešene povsod naokoli in je to kar dosti teženo. Nimamo, da bi se vozili 10 km naokoli, ampak rečemo, da je vse v radiju 3 km se nahajajo vse te površine. Imate zaradi tega tudi mehanizacijo prilagojeno takemu? Ja, mora biti kar prilagojena za gorski teren, mora biti tudi traktorji, mora biti stabilni za take strme pobočje, tako da kakšni lahki traktorji, mečkani, a pa preveč veliki traktorji tudi ne pridejo v poštev tukaj, zato ker površine so le take, da lahko hitro do kakšne nesreče pride, lahko do kakšnega, da se traktor prevrne, moraš biti kar dosti previden. Kakšne pasme goveda redite? Trenutno redimo lisasto pasmo. Sam razmišljam v reji avtohtonih pasem živali, tudi širitev imamo živali, tudi na drobnico, pol kakšnega konja še. Zakaj bi se odločili za avtohtone pasme? Ne vem, avtohtone pasme se mi zdijo primerne, tudi razmišljamo o ekološkem kmetijstvu in se mi zdijo ravno primerne za to vrstno kmetijo in na ta način reje, ki ga jaz hočem spodbujati. Vsi so ga že tudi starši in stari starši na naravni ekološki način, ampak jaz bi še bolj utrdil ta način in hočem povečati tudi to čredo na to vrstno živali, avtohtone pasme, ki se mi zdijo zanimive in tudi primerne za naše pogoje. Eno kravco imamo,
stikasto, tako da v jeseni tudi pričakujemo njenega telička. Bomo pa počasi začeli širiti in menjati pasme. Koliko pa bi lahko čredo še razširili? Čredo trenutno obsega 10 glav živine skupaj s teleti. Če bomo še kakšnega kojna, bi bilo treba tudi malo površine povečati. Drugače pa živino malce zmanjšati za kakšno glavo govedi, če bo konj, če pa še kakšno drobnico, koze, ovce, pa ne bilo dost. Ker pridelamo zadostno krmo, dostno količino krme in imamo zadost potrebe. Kam pa živali prodajate? Živali, če se živa žival prodaja, pač kupec, končni kupec, damo oglasnike in to, drugače pa meso, pa kar se za doma porab, pa pol malo med sorodnike, da se doma porabno. Kako ste pa kaj zadovoljni z odkupnimi cenami trenutno? Slabe. Če tako gledam, glede živinoreje, glede odkupa mesa je zelo slaba. Slabe cene so in žig bilo boljše cene. Tudi tujina dosti bolj sam, je pa vsem malo je problem. Pa kljub temu, recimo se iz te vaše črede da preživeti na kmetiji? Same iz črede, pa to, kar se doma predela, se da preživeti skromno. Brez da vlago, ne vem kakšne investicije, napredek, se da preživeti na skromni način. Pač daješ v tehnologijo, pa ne vem kaj, ampak se pa da, do neke mere se da preživeti. Kmetijo sem prevzel lanskega decembra, tako da letos, mesec dni nazaj je bil razpis za mlade prevzemnike, sem tudi kandidiral na tem razpisu, upam, da bom tudi uspešen, da bojo sredstva, katere bojo namenjene za hlev, pa za še nekaj mehanizacije, ki jo tudi nujno potrebujemo tukaj gor. In koliko sredstev pričakujete iz tega razpisa? Pričakujemo okoli 16 000 evrov, tako da nekaj bo za hlev, nekaj bo za stroje. Vi ste pa tudi študirali kmetijstvo. Kako ste bili zadovoljni s študijem? Študij je bil zanimiv. Študiral sem na Biotehničnem centru Naklo. Po izobrazbi sem inženir kmetijstva in grajene. Drugače, veliko ljudi me sprašuje, kako sem lahko šel iz ene smeri v drugo. Prej sem študiral gradbeništvo. Iz gradbeništva sem šel pa na kmetijstvo. Zdi se mi dosti uporabno oboje, ker tudi v kmetijstvu so določene infrastrukture, določene stavbe, ki moraš poznati in mi prav pride obe dve izobrazbe zelo. Mladi pa na slovenske kmetije prinašate tudi sodobne tehnologije. Trenutno uporabljam eno aplikacijo, delno je uporabljam na računalniku in na mobitelu. Na mobitelu me zelo tukaj gor koristi, ker lahko spremljam komplet svojo živino, svoje poljedelstvo preko mobilnega telefona. Pač živali imam na različnih koncih in da vem, kdaj bo kakšna kravca telila, kdaj bomo semenita, pa pripusti so, da jaz se lahko takoj upišem. Pač tukaj gor imamo še tudi problem z internetom, dostopamo in mobilna aplikacija to omogoča, da lahko hitro pogledam, preverim, kakve so kravce, kdaj bojo telile, kdaj semenile. Takoj sproti se preverja vse in dosti koristno. Koliko časa že uporabljate ta sistem? Na računalniško verzijo dobre 2 meseca, mobilno pa cirka 3 tedne. Se je bilo težko privaditi na te novosti? Meni ne. Zato, ker pač tehnologija, le spremljam skozi tehnologijo, skozi razvoj in probam čim bolj slediti. Ne vem, staršem, ker niso to v tem, bilo težko, ampak so rekli, da če si že ti to ne imaš klale in ne jaz prevzamem vse pač, kar je te tehnologije in jaz skrbim za ta razvoj. In ste s tem sistemom sedaj popolnoma zadovoljni ali bi morda še kaj spremenili, kaj izboljšali? Kakor sem govoril s proizvajalci tega, bojo še dograjevali in se že kar veselim novih nadgradenj tega sistema. Tako veselo pričakujem še dodatne aplikacije, dodatne nadgradnje tega sistema, ki se mi zdi zelo koristen. Tudi za mehne, ni važno, ali si mehen, ali si velik, meni se zdi
priročno in zelo koristno. Ni važno, kje sem, lahko zmeri pregledam, kaj se dogaja z mojo živino, kaj se dogaja na pašnikih, kdaj bom košnja, koliko smo imeli košnje, vsega. Skozi lahko spremljam. Za uspešno vodenje tehnološkega in poslovnega dela kmetije je potrebno zelo dobro poznati procese, ki potekajo na kmetiji. To nam omogoča natančen zapis čim bolj svežih podatkov, ki kažejo, ali smo pri delu in poslovanju kmetije uspešni ali ne. Zdaj smo razvili ta računalniški sistem, ki nam omogoča pravzaprav spremljanje tehnoloških procesov na kmetiji. To je recimo spremljanje mlečnosti krav, spremljanje količine porabljenih krmil, gnojil, škropiv. Po drugi strani pa se vsi ti dogodki, torej čisto tehnološki dogodki, pretvarjajo v poslovne dogodke, torej izdane račune, prejete račune, poslovne listine, poročila za kmetijske subvencije, poročila, ki jih država zahteva. Poleg tega se moramo zavedati, da je delo na kmetiji v bistvu zunaj, ne? Na polju, na travniku, v hosti, v gozdu in tam običajno nimamo dostopa do nekega računalnika, do nekega papirja. In zato smo tudi razvili to aplikacijo, ki nam omogoča vpis podatkov direktno na terenu. Torej ni nam treba imeti nekih lističev, si zapisovati na terenu in potem to vnašati v računalnik, ampak to naredimo prek telefona direktno in potem nimamo težav, nič se ne izgubi in dogodki so zabeleženi na kraju samem in takrat, ko se zgodijo. To je pravzaprav bistvo te aplikacije in tudi najbolj uporaben del. Kako so uporabniki zainteresirani? Ja, so zelo, ker predvsem jim omogoča to, kot sem že povedala, takojšen vnos brez kakšnih nepotrebnih brskanj po žepih in pametne telefone imajo pa danes že tudi vsi in omogoča, da res ažurirajo in nikoli nič ne pozabijo, na mesto samo vpišejo. No. Verjetno se tega sistema poslužujejo bolj mladi na kmetijah. Niti ne, no. Niti ne. Se vemo, da prvi mobilni telefoni so že na trgu 20 let in tudi tisti ne tako mladi so se navadili delati z njimi. Je pa vsaka nova tehnologija bolj privlačna za mlade, no. Ampak tudi starejši, manj mladi to zelo s pridom uporabljajo, ker jim pravzaprav prihrani precej časa in papirnatega dela v pisarni, ne. Vi z uporabniki konkretno potem na terenu tudi sodelujete, sistem izboljšujete. Mogoče v tem dosedanjem so kakšne zadeve, ki jih boste v prihodnje še prilagodili, spremenili? Ja, računalniški programi se stalno nadgrajujejo, posodabljajo, tudi upoštevamo mnenje uporabnikov, zbiramo njihove predloge in sistem stalno nadgrajujemo. Nikoli, pravzaprav pri računalniških programih je tako, da nikoli niso dokončani, ampak so stalno rastejo in se razvijajo. Kaj, če se pa sistem recimo zruši, vmes, ko imaš že vnešene podatke? Ja, v tem primeru se ali se ponovno vpiše ali pa potem se podatki, če so bili shranjeni, se prenesejo na strežnik in niso izgubljeni. Ne. Tako da je dobro, da se ti podatki tudi kje shranijo dodatno še ob tem sistemu, ki je na telefonu? Ne, ker pravzaprav sistem, kakor zdaj deluje, je tak, da se podatki direktno prenesejo v strežnik. Iz strežnika se potem dostopa s mobilnim telefonom in potem tudi prek računalnika. Ne. So pa podatki na oddaljenem strežniku in so varni. Bistveno bolj varni, kot če bi bili samo na telefonu ali pa če bi bili samo na domačem računalniku. Ne. Se pa pripravlja tudi aplikacija, ki bo omogočala vpis podatkov tudi, ko podatkovna povezava oziroma signal mobilnega operaterja ne bo dostopen. Zaenkrat to sicer še ni mogoče, bo pa v prihodnosti. Vi uporabnikom predstavljate te računalniške zadeve, morate se pa verjetno spoznati tudi na kmetijstvo. Ja, kmetijstvo je pravzaprav moja osnovna profesija. No. Računalnik je pa pravzaprav pripomoček za, tako kot pravzaprav traktor. Ne. Tudi kmetijstvo je panoga, traktor je pa
delovni konj, tako rekoč, in če dalje bolj to delovni konj postavljajo tudi računalniki in pametni telefoni in tablični računalniki in podobne zadeve. Sledi pa zgodba o Nejcu Emeršiču, fantu, ki dokazuje, da je terapija s pomočjo konja lahko zelo uspešna. V konjeniškem parku Starošince smo pred 5 leti posneli njegove prve stike s konji. Poglejmo, kakšni so pozitivni učinki terapevtskega jahanja. Enourno druženje s konjem enkrat na teden je zadnjih 7 let pomemben del življenja Nejca Emeršiča, fanta z Downovim sindromom. Skupaj s terapevtko najprej pripravita konja, že v prvem stiku z njim se terapevtski proces začne. Si na svoji strani konec? Mislim, da sem. Dobro, pa pridi lepo pred njo. Ok, v redu. Vzameš klin, pa še bova kupika pogledala. Tehna vrsti. Prosim? Boš sam? Mislim, da lahko. Boš, ja. Pa boš ne tukaj prišel, pa boš tak samo prijel. Malo bližje stopiš. Tako, ja. Evo ti je že sama ponudila. Hitro zgrabiš, ja. Pa še malo bližje se lahko postaviš tak, ja. Super. Odlično, Nejc. Nejc je deček, ki je prišel pri starosti 5-6 let k nam prvič. In imeli smo priložnost, da smo dejansko sledili njegovemu razvoju od otroštva pa sedaj do najstniških let. Naš pristop sloni na celostni obravnavi, torej poudarki so ne samo na razvoju motoričnih kompetenc, ampak tudi na razvoju socialnih obnašanj, na razvoju v bistvu komunikacije z okoljem. In mislim, da je Nejc naredil kar velik preskok iz plahega dečka, ne samozavestnega, je nekako se tukaj v tem okolju začel počutiti dobro. To je nekako njegov pomemben življenjski prostor, ki rad preživlja proste trenutke. Pomembno je, da on to doživlja kot prostočasna dejavnost. Se pravi, v tej fazi je Nejc prišel do preusmeritve iz terapevtskega programa v program športno-rekreativnega jahanja, tako da on dejansko prihaja sem, da uživa, da cilje, ki jih je dosegal, udejstvuje v svojem rekreativnem življenju. Terapevtsko jahanje je priznan del fizikalne in psihosocialne rehabilitacije v Nemčiji in nekaterih drugih razvitih evropskih državah. Pri nas šele zadnjih 5 let izobražujemo strokovnjake za terapijo s pomočjo konja. Njene koristi pa potrjujejo tudi naši zdravniki. Konj je ena taka velika plemenita žival, ki vzbuja eno spoštovanje tudi v otroku in potem otrok in hkrati ta konj zrcali svoje otrokovo vedenje v svojem vedenju, tako da se skozi konja otrok lahko uči o svojem vedenju, o svojem čustvovanju. Tu bi povedala, da nekako odzivi konja niso vedno taki, kot bi si jih otrok morda želel, in zato so tu važni ti terapevti, ki otroka vodijo skozi ta proces, da ga seznanijo, zakaj pa v nekem trenutku konj vendar ni odreagiral tako, kot je on želel, ne? In potem otrok skuša mogoče popraviti to svoje vedenje, ne? Roke na čelado. Desna peta spet malo pobegnila. Gremo, hitro, hop, dol. Dol, dol, peta, dol, peta. Ja, super. Roke v boke. In delaj. Bok, 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 bok. Peta, ja. Bok, bok. Prido je Nejc, vse ok. Moram reči, da Nejc je pri nas začel v obravnavah terapije s pomočjo konja. Zdaj, ko je, bom rekel, že večji, ko je že pravi fant, je presedlal na same aktivnosti oziroma na jahanje, športno jahanje za osebe s posebnimi potrebami in tukaj zelo aktivno
tudi sodeluje. Moram reči, da je to ena posebna oblika dela za osebe s posebnimi potrebami, kjer dobijo popolnoma novo identiteto, kjer je v bistvu ta fant ni več oseba, ki je bolana, ki ima neko svojo diagnozo, ampak je postal jahač. Je postal enakovreden v tem področju, tudi zdravim otrokom, se lahko enakovredno tudi meri z njimi in mislim, da s tem pridobil tudi dodatno samozavest. Bojejo! Bojejo! Se ti jaz pomagam noge. Bolero pa ne zastavljajo. Ja, tako bomo skupaj. Evo, skupaj. Tako, bravo. Tako je bilo pred 5 leti. Takrat je bil Nejc prvošolec. Jahanje je v tem času postala njegova najljubša prostočasna dejavnost. Zakaj pa rad jahaš? Kadamo se dogamo kot konje. So konji tisti, ki so zares prijazni? Ja. Kaj pa Vanja, kako pa z njo sodeluješ? Heduje. Mislim, da ne nekaja. Ja. Mi smo predvsem delava na tem, da se med jahanjem tudi zabavamo, ker važno je, da delava v sproščenem vzdušju, da se imamo luštno, vse ostalo je pa potem na drugem mestu. Je res? Ne, so. Petka. Petka. V Starošincah so v 9 letih, odkar se ukvarjajo s terapijo, pomagali okoli 100 otrokom s posebnimi potrebami. V terapijo vključujejo otroke, ki imajo težave na področju čustvovanja in vedenja. Primerna je za otroke z avtizmom, učnimi težavami in govornimi motnjami. Mislim, da se je v zadnjih letih zgodil kar napredek. Predvsem uporabniki oziroma njihovi starši poznajo to metodo, strokovni krogi se odpirajo, tako da mislim, da smo vsi, ki se s tem ukvarjamo, kar precej naredili tudi na področju izobrazbe strokovnih kadrov. To dokazuje tudi obisk dijakov srednje zdravstvene šole iz Slovenj Gradca. Danes imamo tukaj 18 dijakinj in dijakov in vsi skupaj se učimo. Koliko je znana ta hipoterapija ali pa terapija s pomočjo konja v zdravstvu? Ja, mislim, da je to bolj začetek. No, vse na naši šoli trenutno letos prvič ponujamo to izbirno vsebino in tudi sami preizkušamo, da dobimo znanje o tem. Tako kot Nejc so se tudi dijaki, nekateri z več, spet drugi brez vsakih izkušenj, preizkusili v jahanju in spoznali privlačnost plemenite živali. Konji so v bistvu res, tako kot sem rekla že na začetku, naš partner v terapevtskem procesu, so člani terapevtskega tima, tako da najprej moramo dobro poznati konja, kakšne ima te svoje potrebe, se pravi potrebo po gibanju, po svobodi, po redu v vsakodnevnem življenju in pa ogromno ljubezni. Od konjev se marsikaj naučimo. Veliko tega, kar znamo o ljudeh, lahko se učimo iz konjske črede, ker so zelo podobni ljudem, kar se tega tiče. In zato je pomembno, da imajo naši konji te potrebe izpolnjene, da preživljajo čim več časa zunaj, da imajo možnost, da so z svojimi prijatelji in da seveda, da nam zaupajo, da se ob nas počutijo varne. Brez tega ne moreš početi s konjem nič. Lahko, vendar ne na takšen način, kot ga mi ocenjujemo, da je potreben za terapevtsko delo in pa seveda tudi za vsako ostalo delo, ki ga počnemo z konji. Splošno gledano je raven znanja v tem področju zelo nizka. To je tudi eno od naših ciljev, kako to raven znanja dvigniti. Ne samo v laični javnosti, tudi v strokovni, ker če danes gledamo prav to skupino, ki je bila tukaj, to so skupina iz srednje zdravstvene šole, torej to so ljudje, ki bi o tem morali nekaj vedeti, če že ne drugo, zato ker se bodo v življenju srečali s takšnimi osebami, ki jih lahko tudi napotijo ali pa jim znajo svetovati, katero te stvari je dobra. Absolutno pa je znanja tukaj premalo, osveščenosti je premalo in tukaj na tem delamo ne samo mi, tudi ostale organizacije, ki se s tem ukvarjajo in mislim, da smo kar uspešni, da napredujemo počasi. Ta terapija je primerna tudi za zdrave otroke, ki imajo mogoče trenutne težave. Seveda, absolutno kot neka preventiva lahko kasneje razvijajočih se motenj, ker konec koncev ob konju se otrok tudi uči neke samodiscipline, izboljšuje svojo pozornost, neko sočutje, kar je seveda pomembno v življenju.
Bo Nec kdaj tudi galopiral? Zagotovo bo, če boste se vrnili čez kakšno leto, mislim, da bomo lahko posneli tudi kakšen lep galop, v katerem uživata tako Nec, konj, kot tudi vsi ostali, ki spremljamo dogajanje. Ja, super, bravo. Spoštovane gledalke in gledalci, zahvaljujem se vam za pozornost in vas v našo družbo vabim tudi prihodnjo nedeljo, ko vam bomo predstavili učilnico za samooskrbo v naravi, govorili pa bomo tudi o turizmu na kmetijah. Nasvidenje do prihodnje nedelje.